Tu in tam z našimi ambienti pokukamo še čez meje naše domovine, ampak le, če so na delu slovenski lastniki oziroma arhitekti. In ravno taka naveza nas v naslednjih minutah pelje v hrvaško Istro. Slovenski lastniki so v obmorskem mestecu skupaj s strokovnjakinjo za konzervatorstvo prebudili atmosfero dragocene kulturne dediščine. Pripravite se na čarobno popotovanje skozi čas v tej čudovito prenovljeni historični stavbi v Rovinju na Hrvaškem. Tukaj se med drugim tudi skriva dokaz, da se z vztrajnostjo, strastjo in ustvarjalnostjo lahko doseže vse in še kanček več. Janez, pozdravljeni. Najprej mi prosim povejte, kaj vas je napeljalo k temu, da ste iz podgorenskih hribov šli semle v Rovinj na morje. Ja, pozdravljeni Boštjan. Mi smo Rovinj poznali kot poletno destinacijo. Parkrat smo tukaj dopustovali. Res pa je tudi, da je tukaj živela moja sorodnica že dolga leta in ona je v eni priliki rekla, zakaj ne bi nekaj investiralo v Rovinju. Rovinj se zelo razvija in se nam je ideja zdela zelo dobra, no. Videli smo veliko nepremičnin, ki pač določene niso bile lastniško rešene, določene so imele prestrme stopnice, niso bile arhitekturno zanimive. Pa smo našli to nepremičnino zelo v slabem stanju, ampak nas je navdušilo, so nas te pogledi na morje, potem arhitektura, nivoji, notranji vrt. To moramo reči, da smo takoj prepoznali ta potencial, no. Kje ste se potem lotili obnovitvenih del? Ja, moram reči, da smo bili zelo zadovoljni, da smo spoznali arhitekte, to se pravi Sašo in Sveta Dobričiča. In najprej je bilo treba, glede na to, da je stavba zaščitena, je bilo treba zadeve tlorisno rešiti, ker veste, da včasih so ljudje drugače živeli, določeni prostori so majhni. Tudi določene stvari so bila čez leta pregrajena, so bila dozidana. To so pač arhitekti prepoznali, kaj lahko zrušimo, kaj lahko obdržimo. Seveda v soglasju s konzervatorji smo potem prišli do tega tlorisa, da imamo tudi, bomo rekli, ta notranji atrij, imamo tudi terase, pa še zmeraj je hiša od zunaj ostala taka, kot je bila, ker je pač konzervatorska zaščitena in te spremembe niso niti dovoljene. Saša, vi ste arhitektka tele imenitne prenove. Kakšen vtis je naredila stavba, ko ste jo prvič videli? Z ponovno uporabo stavbne dediščine, prenovami, obnovami ste skupaj z očetom, ki je absolutni soavtor tega projekta, ukvarjamo že najmanj 20 let. Med ostalim jaz konzervatorstvo arhitekturne dediščine tudi predavam v Univerzi v Novi Gorici. V ruševinah ne vidimo problem, ampak predvsem velik potencial. In ta kompleks, v bistvu je šlo za 3 različne stavbe, je takoj predstavljal veliki potencial, ne. Celoten ambient tega kompleksa je vabil k temu, da se nekako poskušamo sprostiti ta prostor, povrniti neko zgodovinsko dostojanstvo, a ne. Šlo je za to, za sproščanje prostora, ne pa za zasedanje prostora, ne. Kateri je bil glavni arhitekturni element ali pa srce, da rečemo, okrog katerega je potem potekala cela prenova? Popolnoma vsak ambient je bil deležen veliko pozornosti. Z očetom sva risala dejansko od kljuke, od žlice do celostnega, ureditve kompleksa. Mogoče je dvorišče, ta notranji kortile, meni najbolj priljubljen. Dvorišča ni bilo. Danes izgleda samo po sebi umevno. Dvorišča ni bilo. Je rezultat rušenja prizidav iz sredine prejšnjega stoletja. Prav skrbno prenovo dvorišča so se razkrili detajli tradicionalne minorne arhitekture, kot so čipkast opečni rob in kamnito korito zolko, ki je na dvorišču namesto ograje. In navsezadnje, kortile nam omogoča, da začutimo vonj, zvoke, atmosfero objekta. Ker pri arhitekturi ne gre za ustvarjanje prostorov, ampak predvsem za ustvarjanje atmosfer oziroma ambientov, tako kot je ime vaše oddaje. Kako je pa na prenovo vplivalo dejstvo, da stene v glavnem nimajo pravih kotov? Če kot ni pravokoten, ga pustiš prostega. Zato smo potem opremo oblikovali na način, da je v bistvu samostoječa. Naprimer, predelne stene ne omejujejo prostor, so steklene, oziroma v eni varianti je vzglavnik postelje predelna stena kopalnice, ne?
Projektna dokumentacija se je vseskozi spreminjala in posodabljala. Arhitektura iz 18. stoletja je tako postopoma dobivala vse mikavnejšo podobo. Lastnika Špela in Janez pa sta dan za dnem postajala vse bolj povezana s projektom. Ko je prišel čas za izbiro pohištva, sta se po besedah arhitektke odločila za idealno potezo. Šlo je prav za krojaško izvedbo opreme glede na vsak posamezen prostor. In to nam je omogočilo predvsem to, da smo racionalizirali prostore, da smo prilagodili opremo na vsak posamečen prostor in predvsem, da smo povečali kapaciteto te opreme. Prostori so majhni, treba jih izkoristiti za to, da imaš nek standard in to ti omogoča samo izvedba po meri. Kako ste razmišljali pri materialih? Očitno ste želeli se nasloniti na tradicijo, pa pustiti tisto, kar je res lepega, ampak hkrati dodati eno fineso, en prestiž. Saj veste, ko dobite nekega arhitekta, on vas zmeraj vpraša, kaj je želja. In mi dva žena sva rekla, da želiva spoj modernega s starim, to, kar že imamo. Kar se pa tiče, bom rekel, opreme, smo pa želeli uporabo lokalnih, naravnih materialov, zato smo kamen smo že imeli, dodali smo steklo, dodali smo kovino, dodali smo že malo pozabljeno medenino, hrast lokalni, potem pa usnje za sedežne garniture in materiali, ki se nekako tudi potem lepo starajo. Del stavbe je opremljen tudi z dvigalom, ki popelje goste naravnost v njihove sobe. Potem, ko priješ v sobo, smo naredili tudi posebna vrata, ki se zaprejo, tako da dvigala potem več ne vidiš in pa tudi nekaka zvočna bariera je, da če pridejo kakšni gostje kasneje, da ne motijo gostov, ki so že v sobah. Povejte mi, kako pa je sicer graditi v Rovinju? Kdaj to sploh lahko človek počne, pa infrastruktura, ki je za to potrebuješ? Ja, Rovinj, sploh staro mestno jedro Rovinja je problem, pač tukaj je zaprto za promet, to se pravi, treba je urediti vsa ta dovoljenja, vse te dostope. Je pa res, da v mesecih med 15. junijem in 15. septembrom so dela prepovedana, takrat lahko delate mogoče noter kakšna dela, ki pač seveda niso glasna. Ni bilo enostavno, vendar se da, rezultat je dober in pol se vse to, kar je bilo slabega, prej pozabi. Kdo je avtor tisočih zanimivih detajlov v vaši zgradbi? Ja, moram tukaj reči, da Sašin oče Sveto je zelo zaslužen za vse te detajle. Recimo to, kar ste videli, ta zajtrkovalna miza, ki se spušča, dviga. On ima veliko izkušenj, ker je risal včasih ladje. Tam so seveda kabine tudi majhne, tako kot naše sobe in ja. Moram reči, da sem včasih niti nisem verjel, sem rekel, pa to je preveč, pa to ne bo, pa je prekomplicirano narediti. Rekel, ne, se to je enostavno, boš videl in na koncu je bilo res enostavno in smo naredili. Tudi vrtljivo stojalo za kozarce je arhitektova domislica, enako velja za elegantne bare v sobah, ki so opremljeni z lučmi. Umetnine na stenah pa so delo nemškega slikarja Klausa Schneiderja. Kaj bi rekli, kako ste uspeli pričarati ta brezčasni šarm? Objekti, ki so brezčasni, so objekti, ki vzpostavljajo dialog s časom. Se znajo pogovarjati z preteklostjo, sedanjostjo in bodočnostjo. Na nek način konstantno hranijo ta dialog. Šaranje pa verjetno tako kot pri ljudeh. Šarmantni ljudje, verjamem, da je tako, šarmantni ljudje ne izpostavijo takoj eksplicitno vsega svojega komuniciranja, ampak to dozirajo. In tudi verjetno šarmantni ambienti nam omogočajo, da jih počasi odkrivamo. Torej, ideja je bila, da ko greš skozi ta prostor teh 3-4 stavb skupaj, konstantno doživljaš ene drugačne izkušnje, ampak jih nikoli čisto do konca ne doživiš, zato se vrneš nazaj še enkrat pogledati. Dragocen arhitekturni element, ob katerem so se ljudje nekoč redno sestajali, je vodnjak. Hotel v Rovinju jih ima kar 3. A je še noter voda? Ja, ta, v katerem stojiva, ni več vode, zato ker današnji sodobni hotel potrebuje tudi vse te naprave, kot so grelci vode, katere smo prav tega namestili, klime, tako da ta je prazen in služi kot tehnični prostor. Potem imamo pa še en vodnjak, ki ima pa to največji prostor, skladišča za vodo, tistega smo pa preuredili v tak večnamenski prostor.
En drug vodnjak je pa sploh dobil čist novo vsebino, a ne? Ja, to je pa drug vodnjak, to je pa tamle, tega smo pa v vinsko klet preuredili, tako da ima tudi še vedno namen s tekočino. Wow, vi ste vodo spremenili v vino. Ja, lahko bi rekli.